No, včasih pa je vzrok za slabo počutje in utrujenost tudi pomanjkanje železa v krvi. Tukaj bomo govorili seveda o zelo popularni tematiki v pomladanskem času, za mnoge neprijetni, za druge komaj začutni. Spomladanska utrujenost, ki je lahko rezultat mnogih dejavnikov in pravzaprav nima enega vzroka, temveč tiči običajno v različnih situacijah, ki nas spremljajo v zimski čas in popeljejo v pomlad. Največkrat je to nabrano obdobje, ko smo imeli manj svetlobe in zaradi tega pravzaprav imeli premalo tistih hormonov sreče, serotonina, tudi pomanjkanje vitamina D se v tem času običajno bolj izrazi kot sicer. Kar je pomembno pa pri mnogih, seveda sprememba metabolizma v pomladanskem času pomeni tudi za organizem nekoliko več potrebne energije, da se prilagodi. In to čutimo običajno potem tudi kot eno fazo utrujenosti, ki je težka lahko. Seveda ob tem času se dnevi daljšajo, daljši dan, manj spanja, pa povzroča manj melatonina, skratka manj spalnega hormona. Kombinacija vseh teh dejavnikov pa lahko pomeni pravzaprav tisto, o čemu pravimo spomladanska utrujenost. Sami si lahko pomagamo na zelo pocen in naraven način. Prva osnova je seveda, da ohranjamo precej gibanja, če se le da, bodimo redno na sprehodu ali pa tudi sicer športno dejavni, pri tem pa ne pretiravajmo. Drugo, kar je zelo pomembno, skušamo se izpostaviti nekoliko več soncu, pri čemer pa moramo paziti, v spomladanskem času je sonce lahko že zelo, zelo močno, zato ga ne podcenjujemo. Če se ne ukvarjate z jogo ali pa tai chijem, qigonom in podobno, je to morda pravi čas, da začnete s to dejavnostjo in s tem skušate regenerirati vaše telo in kljubovati temu času sprememb, kot je pravimo tudi z težavami s spomladansko utrujenostjo. Eno od stvari, ki jih lahko dodamo, če imamo težave tudi sicer z koncentracijo železa in pa hemoglobina v krvi, pa so dodatki z železom, predvsem Floradix Vital ali pa Eisenblut Plus dr. Steinbergerja, kjer lahko z naravnim načinom dodamo organizmu nekaj potrebnega železa in na ta način poskrbimo tudi po tej plati, da spomladanska utrujenost ne bo tako izrazita.